Kaj se skriva v naslovu Stopinje upora? Ja, v tej knjigi z naslovom Stopinje upora je več poglavij, ki imajo pravzaprav skupen imenovalec. Razmere so take, da se je treba na vsakem koraku na nek način upreti temu, kar se dogaja, bodisi da gre za nasilje v medosebnih odnosih, bodisi da gremo po tej lestvici navzgor vse tja do državnega nasilja nad posamezniki. Ampak za kakšno vsebino gre pravzaprav v tej knjigi? Ker mi vas poznamo kot kriminalista pa penologa. Ne, nisem kriminalist. Kriminalisti so ljudje, ki veliko več vedo o marsičem kot jaz. Jaz sem kriminolog sicer, kar pomeni, da mi smo tisti, ki se delamo pametne in predavamo. Kriminalist zna pa na terenu odkriti, kaj se je v resnici zgodilo. To je temeljna razlika. Seveda, čim govorimo o nasilju, pa ne je to strukturno državno nasilje ali pa osebno, je tukaj le kriminologija zelo blizu. Mi ne raziskujemo na terenu, ampak raziskujemo vzroke, ki privedejo do najrazličnejših oblik nasilja, in del teh razmišljanj seveda so tudi kolumne, ki so zbrane v tej knjigi. V knjigi imate razdeljeno vsebino na 7 delov. Ja, to je bilo težaško delo urednika, ki je to sijajno naredil, boljš kot bi jaz, ker smo rabili nekega zunanjega bralca in presojevalca. In tukaj so zgodbe, ki so nekatere, kot je sam zapisal, prvoosebne, iz lastnih doživetij, potem so kritike družbenih razmer, potem je eden izmed naslovov je Človeštvo na tnalu, tam, kjer smo kot ljudje povsem odpovedali s solidarnostjo in z empatijo. In potem so nekje na koncu še kritike določenih ravnanj, konkretnih osebnosti. Približno taka je struktura knjige. A lahko sva še malo bolj konkretna, za en ali pa 2 primera? Za to večjo konkretnost moramo odpreti knjigo. No, po tem Človeštvu na tnalu, ki je v začetku, ki vsebuje približno 15 komentarjev in kolumn na to temo, sledijo Stranpota demokracije, kjer pokažemo, kako se demokracija pravzaprav izrodi v nekaj povsem drugega in kako demokracija še nikakor ne pomeni tudi spoštovanja človekovih pravic. Potem imamo nekatere primere iz prakse, od zasebnih zaporov do psihotestov v pravosodju, do neke ničelne tolerance in obilja dvojne morale. Naslednje poglavje je nacionalizem kot domoljubje. To domoljubje je tak dvorezen meč, ki hitro preraste v ravnanja, ki so sovražna do marsikoga in ki jih opravičujemo z branjenjem lastne nacionalne entitete. To je tak primer. Potem so pa še na koncu stvari, ki so takole prvoosebno zapisane, rahlo nostalgične, morda utrinki od nekod, ne samo kritični, ampak bolj kot opazovalski utrinki dogodkov. No, zanimivo bo to branje, kdor bo to bral, to pomeni, se splača prebrati, ampak vseeno me zanima, koliko časa je nastajala ta vsebina? Od leta 2015 naprej. In od jeseni 2015, ko so me prosili, če bi bil kot kolumnist dnevnika, nisem privolil, takrat naprej nastajajo te kolumne in izbor po presoji urednika, odličnega urednika Žige Valetiča, je zdaj v tejle knjižici, kjer seveda niso vse zapisali, oziroma objavljene v dnevniku.